TV. Kids TV. Kvisko, malo tu, malo tam. Za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Žoga, luna, fotoaparat. Poimenuj predmet okrogle oblike. Res je, žoga je okrogle oblike. Zdaj pa mi priskočite na pomoč in mislite na glas. Kaj vse je še okrogle oblike? Sonce, planeti, prstan je lahko okrogel? Jaz imam tudi vzglavnike okrogle oblike. Pa še in še bi lahko naštevali, kaj ne? Gremo dalje. Tabornik, grad, iglu. Kaj je tabornik zakuril? Kaj ga greje? Ogenj je zakuril tabornik in se ob njem pogrel, istočasno pa si je pripravil tudi nekaj malega za pod zob. In ker ogenj oddaja svetlobo, se je najbrž sredi gozda, prav zaradi ognja, počutil varnega. Ogenj je bil že od prazgodovine zelo pomemben in predstavlja eno najstarejših človekovih iznajdb. Krona, kompas, ščit. Kaj nam bo prav prišlo pri določanju strani neba? Kaj bomo uporabili? Tako je. Kompas je naprava za določanje strani neba. Osnovni sestavni deli kompasa so igla, številčnica in včasih tudi ogledalo z merilno muho. Z uporabo številčnice lahko določamo osnovne strani neba in azimut, to je kot med izbrano smerjo in magnetnim severom, kar nam skupaj z geografsko karto omogoča orientacijo in določanje stojišča. Puran, zajec, tjulenj. Katera izmed 3 živali se najbolje znajde v vodi? Katera izmed 3? Tako je, tjulnji večino časa preživijo v vodi, kotiti pa pridejo na kopno. Prehranjujejo se z ribami, rakci, lignji. Pod kožo imajo debelo plast maščobe, ki jih ščiti pred hudim mrazom. Živijo ob obalah, najpogosteje v mrzlih polarnih območjih, nekaterim pa bolj prijajo toplejša morja. Divji prašič, jež, kačji pastir. Katera izmed 3 živali je žuželka? No, katera je žuželka? Tako je, kačji pastir je žuželka. V Sloveniji živi 72 vrst kačjih pastirjev. Njihovih letalnih sposobnosti ne dosega nobena druga žival na zemlji. Kačji pastirji namreč nadzorujejo vsako krilo posebej, kar jim omogoča tudi vzvratno letenje. In še zadnje vprašanje. Mušnica, roža, buči. Katera izmed 3 rastlin je rdeče barve? No, katera je rdeča? Rdeče barve je rdeča mušnica. Poglejte jo, goba z belim betom, rdečim klobukom, posutim z belimi krpicami. In zelo je strupena. Izhaja iz družine mušničark. Zelo je pomembno, da ste dobri poznavalci gob, preden se odločite za nabiranje le-teh. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, polubček in pa do prihodnjič!